Kdo je Magdalena Gornik, katere grob je vedno bolj obiskovan in se dogajajo uslišanja na njeno priprošnjo. Na svojem telesu je nosila stigme. Več kot 47 let je živela brez zemeljske hrane, prejemala nenavadno jed ter mistično obhajilo, imela je vsakodnevna videnja in zamaknjenja ter dar vpogleda v dušo in je vsako leto na Veliki petek doživela mistično smrt. Rodila se je 19. julija 1835 na gori nad Sodražico in je bila tretja od 7 otrok v družini. Do svojega 12. leta je živela kot drugi otroci. Nekaj mesecev pred svojim 12. letom starosti pa je doživela svoje prvo videnje, ki ji je seglo globoko v srce. Imamo njeno lastno pričevanje o tem dogodku, v katerem je med drugim zapisala. Mati so me poslali na bližnje polje Plet. Ko sem hodila po poti, se je pred menoj nenadoma pojavila v belo oblečena žena z modrim predpasnikom in belo ruto na glavi. Roke je imela sklenjene na prsih. Ko sem jo zagledala, sem se prestrašila in zbežala na bližnje polje. Belo oblečena žena pa mi je z desno roko pokazala, naj pridem bližje. Približala sem se ji in tedaj me je nagovorila. Kam greš? Na polje Plet. Mati so te poslali na polje Plet. Komu pa boš to delo darovala? Jezusu, ali nismo dolžni vse Bogu darovati? Prav imaš. Pa Jezusa tudi ljubiš? Jaz mislim, on najbolje ve, ali ga ljubim. Od kod ste pa vi? Jaz sem te prišla nekoliko poučit. Le ljubi mojega sina, kolikor moreš. Katerega sina? Jezusa. Ob teh besedah sem si mislila, menda ta žena ni mati Božja, potem bi bila lepše oblečena. Žena je brala moje misli in dejala. Kaj premišljuješ? Sem Marija, Jezusova mati in mati vseh ljudi, nikar ne dvomi. Zahvali se mojemu sinu in daruj mu vsako delo. Nikomur ne povej, kar si videla in slišala. Odslej se bova še večkrat videli. Tedaj je njena obleka postala vsa bela in lepa. Mati Božja se je dvignila in naenkrat izginila izpred mojih oči. Nato sem šla na njivo in molila. O tem dogodku ni Magdalena nikomur črhnila niti besedice. Veselila se je svojega prvega svetega obhajila, ki ga je prejela spomladi leta 1847 v domači cerkvi Marije Snežne na gori nad Sodražico. Sedanji gorniški župnik, gospod Tone Dobrovoljc, nam je prijazno razkazal cerkev na gori, posvečeno Mariji Snežni, v kateri je Magdalena Gornik prejela svoje prvo sveto obhajilo. Tukaj je prvotna krstilnica. Potem je pa, ker je cerkev obnovljena, so potem prestavili krstni kamen na mesto, kjer je bil drugi oltar stranski. Včasih je klonturo Padovanskemu, na tisto mesto zdaj misijonski križ in pa krstni kamen. To je nekje baročen stil, se pravi prvi del je pravzaprav že nekje ima ostanke gotskega, nekje v srednji vek. Ladja je bila kasneje dozidana, presbiterij je nekoliko starejši. Glavni oltar je posvečen Mariji Snežni. Stranski oltar je pa sliko Jožefa, ki umira. Ob njem sta Marija in Jezus. Zato je tudi, pri tem se radi ljudje priporoča, da sreča zadnjo uro. No in pred tem oltarjem je imela tudi večkrat to ekstazo pri videnju. In prav pri prvem svetem obhajilu je Magdalena doživela svoje drugo mistično doživetje, o katerem je Plaperju povedala. Ko sem na koncu svete maše pristopila k Gospodovi mizi, mi je Bog vnel tako gorečo ljubezen, da so mi telesne moči začele slabeti.
Le s težavo sem zmogla tistih nekaj korakov do svojega mesta v klopi. Tu sem padla na kolena in približno 1/4 nepremično zrla v podobo Marije Snežne v oltarju. Mislila sem, da so tudi moje vrstnice, ki so tudi prejele prvo sveto obhajilo, doživele v svojem srcu tako veliko božjo ljubezen. Ko sem vstala, da bi šla iz cerkve, sem z oltarja zaslišala glas. Nikomur ne povej, kaj si doživela. Začudena nad glasom sem mislila, da ga tudi druge deklice slišijo, a glas je nadaljeval. Ne, one ne slišijo tega glasu, ampak ti sama. Jaz sem tisti, ki si ga pravkar zaužila. Podobno mistično izkušnjo je Magdalena doživela tudi 2 meseca kasneje, 23. maja 1847 na romanju k Novi Štifti na Dolenjskem. O tem dogodku je takole zapisala. Pri povzdigovanju, ko je mašnik dvignil hostijo, sem zagledala v njej čudovito lep in prijazen Jezusov obraz. Njegove oči so bile prav ljubeznive. S pogledom polnim ljubezni se je ozrl name in dvignil k sebi mojo dušo, ki ga je zrla v nedopovedljivem videnju. Ko me je tako ljubeznivo in prijazno gledal, sem si mislila: O, preljubeznivi Jezus, kako dober si vendar, da ti ni odveč tako prijazno in ljubeznivo gledati na ubogo grešnico. Velika ljubezen, ki sem jo zdaj obudila do svojega ljubega, je napolnila moje telo s tolikšno sladkostjo, da sem bila takoj po povzdigovanju prisiljena nekoliko sesti. Mati, ki je bila zraven mene, je videla, da sem se tresla po vsem telesu. In v trenutku, ko je Magdalena hotela vprašati svojo mater, ali tudi ona vidi to, kar vidi sama, je vstopil k Magdaleni z oltarja v belo oblečen fantek kakih 7 let. Jo prijel za desno roko in je rekel, naj nikomur ne pove, kar je videla. Ko bo božja volja, bo že povedala. Predstavil se ji je kot angel, služabnik Gospoda, ki ga je poslal k njej in jo nato poučil, naj bo ponižna in naj se skrbno izogiba vsakega greha, saj človek greši, da še sam ne ve kdaj. Po teh dogodkih je v Magdaleni rasla močna ljubezen do Jezusa in ga je pogosto prosila, naj pokaže pot k popolni ljubezni. Po prvih mističnih doživetjih pa je prišla preizkušnja. V novembru in decembru 1847 je Magdalena nenadoma zbolela. Občutila je vsak dan hujše bolečine, tako da je morala januarja 1848 ostati v postelji. Domača zdravila ji niso pomagala. Če so jo vprašali, kje jo boli, je le položila roko na svoj trebuh. Takšno boleče stanje je prenašala vse do velike noči 1848, ko so bolečine toliko popustile, da je lahko vstala iz postelje. Še vedno bolna in v nenehnih bolečinah je sključena hodila po hiši ali vrtu. Ves čas, ko je bila bolna, tudi jesti ni mogla. Zaužila je lahko le malo mleka ali kruha ali nekaj žlic redke juhe. V juliju 1848 so se hude bolečine ponovno pojavile in ponovno je bila priklenjena na posteljo. Ta čas preizkušnje je Magdaleno utrdil in potrdil njeno pripravljenost, da želi slediti Bogu, kjerkoli ji bo odkazal njeno mesto. V začetku julija 1848 je imela Magdalena Gornik drugo videnje Matere Božje. Po tem videnju je Magdalena popolnoma ozdravela in Plaperju je to videnje takole opisala. Sedela sem na hišnem pragu in hrepeneče gledala za domačimi, ki so odhajali na njivo. Želela sem iti z njimi, pa od bolečin nisem mogla vstati. Splazila sem se v vežo in od tam k bližnjemu kozolcu, vendar so bile bolečine prehude in sem se z zadnjimi napori vrnila v vežo in sedla nazaj na hišni prag. Tu sem od velikih bolečin omedlela.
Ko sem se približno čez 4 ure spet zavedla, so vse bolečine prenehale. Pred seboj sem zagledala v belo oblečeno ženo žalostnega obraza, katere pogled me je globoko ganil. Žena me je vprašala: Zakaj si žalostna? Ker sem bolna, lačna in sama, sem ji odgovorila. Belo oblečena žena pa mi je rekla: Ko boš morala kaj potrpeti, prenašaj to potrpežljivo in daruj svoje bolečine Bogu. Misli na Jezusa in na njegovo trpljenje. Trdno zaupaj v Jezusa. Od njega boš prejela vse. Svojo hrano boš odslej prejemala od Boga. Lakote in žeje ne boš več trpela. Magdalena še ni vedela, kdo je ta žena, menila je, da je svetnica. Žena pa je ni dolgo pustila v negotovosti, temveč je rekla: Jezusova mati sem, mati tvojega odrešenika in mati vseh ljudi. Ko sem slišala te besede, sem iz spoštovanja do Božje matere pokleknila. Tedaj me je poučila: Le zmeraj bolj si prizadevaj, da boš last mojega sina. Zmeraj misli nanj, stori vse le za voljo njega. Potem si boš pri njem kaj zaslužila. Zdaj te bom spet zapustila. Mati Božja se je dvignila proti zahodu in med dvigovanjem vedno višje rekla: Le stori, kar sem ti zapovedala. Se bova že še videli. Magdaleno so od blizu spremljali 3 duhovniki: Jurij Janeš, duhovnik pri Novi Štifti, Jožef Žagar, gorniški kaplan, ter Ignacij Holzapfel, ribniški dekan. In vsi 3 so potrdili, da je Magdalena s tem videnjem ozdravela. Tudi besede Matere Božje, nikoli več ne boš lačna, so se dober mesec po tem videnju uresničile. Magdalena je v septembru 1848 popolnoma prenehala z uživanjem zemeljske hrane in je do svoje smrti, torej več kot 47 let, živela le od svetega obhajila. Prejemala pa je tudi nebeško jed, ki jo sama imenuje jed ali zrno. Z mesecem avgustom 1848 je Magdalenino notranje doživljanje začelo postajati vidno tudi navzven. Začelo se je Magdalenino življenjsko poslanstvo: trpeti, zadoščevati za grehe ter klicati ljudi k spreobrnjenju. 11. avgusta 1848 je Magdalena doživela svoje prvo zamaknjenje. V zapisih Plaperja, popisovalca Magdaleninega življenja, lahko preberemo, kar mu je pripovedovala sama Magdalena Gornik. Ta dan sem bila prestavljena na slabo razsvetljeno, strmo, ozko in trnjevo pot. Od zgoraj sem zaslišala glas: Če boš hotela v nebesa priti, boš morala po tej poti hoditi. Vedela sem, da se le po naporni poti da v nebesa priti, zato se nisem bala na to pot trpljenja stopiti. Še želela sem si kmalu po njej hoditi. Odmolila sem Oče naš in Zdrava Marijo, pogledala sem gor, od koder je prišel glas, in rekla: Rada, rada bom šla po tej poti. Nato sem se ponovno znašla doma. Preden se je Magdalena zamaknila, je sedela v hiši na zapečku. V zamaknjenju je padla na klop in sklopi na tla. Njena mati je v veži slišala padec. Pohitela je v hišo in se zelo prestrašila. Njena hči je ležala na tleh, brez znamenja življenja. Hotela ji je pomagati, vendar je bila Magdalena tako težka, da je mati ni mogla dvigniti. Hotela je poklicati pomoč, a tedaj je hči oživela in nepoškodovana ter brez bolečin vstala. Magdalena je molčala o tem, kar je videla in slišala. Želela si je le, da bi po poti, ki jo je videla, kmalu prišla v nebesa. Po tem dogodku so se pri Magdaleni začela redna videnja in zamaknjenja. Od 24. avgusta 1848, ko se je drugič bolj vidno zamaknila,
in v katerem ji je angel povedal, da se stanje, v katerem se nahaja, imenuje zamaknjenje, pa do konca svojega življenja je imela Magdalena zamaknjenja in videnja vsak dan. Preden se je zamaknila, jo je obšla posebna slabost. Rednim zamaknjenjem, neuživanju zemeljske hrane in prejemanju posebne nebeške jedi se je pridružilo tudi telesno trpljenje. V septembru 1848 je Magdalena ohromela na nogah in postala nepokretna. Noge so ji povsem odpovedale in ni mogla več hoditi. Služile so ji samo med zamaknjenjem, tedaj je lahko hodila oziroma lebdela, v običajnem stanju pa jo je bilo potrebno nositi. Hroma je bila slabih 7 let, od septembra 1848 do velikonočnega ponedeljka 9. aprila 1855, ko je Jezus uslišal njeno 3 leta trajajočo prošnjo in je od tega časa naprej, čeprav težko in le s pomočjo palice ali z opiranjem na drugo osebo, lahko spet hodila. Na gori je Magdalena Gornik vodila nedeljsko šolo in je učila otroke in svoje sovrstnice brati in pisati. Kar zgodaj, že leta 1849, je civilna oblast uvedla kar 3 preiskave Magdalene Gornik. Tedanji ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf, ki o Magdaleni Gornik ni imel slabega mnenja, je vsa 3 poročila civilne preiskave dobil na svojo mizo. K ostrejšemu ukrepanju je škofa Wolfa pozval tudi grof Korinski, ki je predlagal, naj škof uporabi sredstva, ki jih ima kot škof na voljo. Škof Wolf, ki se do tedaj ni želel vmešavati, je uvidel, da je civilna oblast dogajanje na gori vzela resno in da bo moral posredovati. V svojem pismu 20. oktobra 1851 je škof Wolf sodraškega župnika Jožefa Lesjaka pozval k uradnemu opazovanju Magdalene in k poročanju o dogajanju okoli nje in z njo povezanimi mističnimi pojavi. Sodraški župnik Jožef Lesjak je tako v marcu in aprilu 1852 uvedel cerkveno preiskavo, ki je trajala 40 dni. Magdalena Gornik je v okviru cerkvene preiskave prišla v sodraško župnišče, kjer je od 2. marca do 11. aprila 1852 bivala v sobi v prvem nadstropju sodraškega župnišča, kamor so smeli prihajati le ljudje, katerim je to vnaprej dovolil župnik Lesjak. Sedanji župnik v Sodražici, gospod Franc Bizjak, je prijazno razkazal sodraško cerkev, posvečeno sveti Magdaleni, po kateri je Magdalena Gornik dobila svoje ime, ter eno izmed sob v prvem nadstropju sodraškega župnišča, kjer naj bi Magdalena bivala med cerkveno preiskavo. Smo v župnijski cerkvi v Sodražici, kjer je bila tudi Magdalena Gornik na preiskavah o mističnih dogajanjih, ki jih je doživljala pri takratnem župniku Jožetu Lesjaku. Cerkev je bila leta 1928 povečana, tako da sedanja cerkev ni več taka, kot je bila takrat, pač pa je ta zadnji del, kjer smo sedaj še iz stare cerkve. Ob povečanju so porušili prezbiterij, ostali del cerkve je ostal in potem dodali ta večji del sedanje cerkve in na novo zgradili prezbiterij. Tako je bila Magdalena verjetno nekje v tem delu navzoča pri bogoslužju, ko je bila tukaj v Sodražici. Cerkev je posvečena sveti Mariji Magdaleni in mnogi starši so eni od svojih hčera tudi po farni zavetnici dali ime. Tudi Magdalena Gornik je tako po njej dobila svoje ime. Zlasti je bila tukaj navzoča v dnevih velikega tedna leta 1852 in takrat doživljala Jezusovo trpljenje in tudi številna druga mistična doživetja, ki jih je v svojih poročilih na škofijo potrdil Jože Lesjak.
Smo v župnišču v Sodražici, kjer je bila Magdalena Gornik po navodilu takratnega ljubljanskega škofa Alojzija Wolfa, sodraškemu župniku Jožefu Lesjaku na preiskavi o mističnih dogajanjih, ki so se dogajala. Jožef Lesjak je odredil leta 1852, ko je bila torej Magdalena Gornik v 17. letu starosti, da je prišla za določen čas, to je trajalo 40 dni najprej, v sodraško župnišče, kjer so do nje lahko prihajali samo tisti, ki jim je to odobril župnik. Da je tako spoznaval dejansko dogajanja, ki so se dogajala na gori in potem enako tudi tukaj v sodraškem župnišču. Spremljal je njena mistična doživetja, njena zamaknjenja, zlasti tudi doživljanje Kristusovega trpljenja. Ravno tako se prepričal, da ne uživa nobene običajne telesne hrane. Magdalena Gornik je bila v tem župnišču, ki je bilo tudi spremenjeno, torej prenovljeno leta 1908. v prvem nadstropju, v eni izmed sob, ki so seveda takrat izgledale drugače kot sedaj. Vseeno lahko stopimo prvo nadstropje, kjer je torej Magdalena bila 40 dni. Torej sedaj ta prostor izgleda tako. Iz osrednjega hodnika so vhodi v različne sobe. Ne vemo ravno, kje je bila Magdalena Gornik. Lahko vstopimo eno izmed sob, kot je sedaj, kjer je torej 40 dni preživela Magdalena Gornik, to je do velike noči leta 1852. Župnik Lesjak niti Magdaleni, niti njenim staršem ni povedal, koliko časa bo preiskava trajala. Vseh 40 dni je bila dan in noč pod nadzorom dveh žena, ki ju je določil Lesjak. To sta bili Lesjakova dekla Marija Pirnat ter njena strežnica, ki sta imeli zadolžitev vse natančno poročati Lesjaku. Lesjak se je trudil, da bi k preiskavi pritegnil strokovnjake z različnih področij in je pridobil kar nekaj teologov in duhovnikov, ni pa mu uspelo pritegniti nobenega zdravnika. Župnik Lesjak je od vseh Magdaleninih življenjepiscev pustil najbolj podrobne opise njenih mističnih doživljanj. Zapiske preiskave je delal v obliki dnevnika in iz njih se vidi, kako je iz dneva v dan na osnovi lastnega opazovanja postajal vedno večji Magdalenin zagovornik. Saj kot pravi, se je prepričal o pristnosti njenih mističnih doživetij in zamaknjenj. Natančno je opisal mistične pojave zamaknjenja, videnja, stigme, prejemanja mističnega obhajila in nenavadne jedi, življenje brez zemeljske jedi in lebdenje. Preizkušal je tudi Magdalenine kreposti, predvsem njeno pokorščino, poslušal Magdalenine molitve in iskal, če je v njih kaj takega, kar bi nasprotovalo nauku cerkve. Podrobno poročilo o cerkveni preiskavi je v več delih poslal škofu Wolfu. To Lesjakovo poročilo je izredno dolgo in zanimivo. Vendar se bomo na kratko ustavili le pri Lesjakovem poročanju o Magdaleninih mističnih zamaknjenjih in njenem trpljenju v velikem tednu 1852. Lesjak je v poročilu za cvetno nedeljo 4. aprila 1852 med drugim zapisal, da je Magdalena na cvetno nedeljo od Marije dobila napoved trpljenja za vsak dan velikega tedna. Takoj je bilo v zamaknjenju po devici Mariji za ponedeljek, 5. aprila 1852, napovedano trpljenje krvavega potu.
Za torek trpljenje bolečin bičanja, za sredo trpljenje kronanja s trni, za veliki četrtek bolečine Jezusa, ko je nesel težki križ, in za veliki petek trpljenje in bolečine Jezusove smrti. Vsak dan naj bi Magdalena to Jezusovo trpljenje opazovala in bolečine tudi sama doživljala. In natanko po teh Marijinih napovedih se je tudi zgodilo. Lesjak med drugim v svojem poročilu zapiše: V ponedeljek 5. aprila 1852 je že v 5. zjutraj trpela v zamaknjenju. Povsem mirno, kakor da dremlje, je ležala na postelji. Krvavi pot je potila tako močno, da je bilo njeno perilo povsem premočeno. Srajca, ki jo je pozneje slekla, je bila takšna, kot da bi jo potopili v škaf vode, pomešane s krvjo. V mističnem trpljenju je bila Magdalena vse do 10:30 dopoldne. Na moj ukaz so ji moje dekle po vsaki krvavitvi dale sveže perilo. Od 2 do 4 popoldne je ponovno doživljala Jezusovo trpljenje, ki je potil krvavi pot. Njeno perilo je bilo videti spet takšno, kakor med dopoldanskim trpljenjem. Za torek 6. aprila 1852 Lesjak zapiše: Kakor včeraj se je Magdalenino trpljenje začelo takoj ob 5. zjutraj. Včeraj zvečer si je nadela svežo srajco. Opazil sem, kako se na perilu postopoma kaže čedalje več krvavih madežev. Ti so se tako pomnožili, da ni na perilu ostalo nobeno nekrvavo mesto več. To je trajalo spet do 10:30 dopoldne. Tedaj se je zbudila iz zamaknjenja in opisala Jezusovo bičanje. Prav takšno trpljenje kot dopoldne je čutila tudi od 2 do 4 popoldne. Perilo je bilo videti takšno, kakor dopoldne. V večernem zamaknjenju, ki je nastopilo ob običajnem času, je tako močno čutila bolečine 5 Jezusovih ran, da se ji je odprla rana na strani. Sreda 7. aprila 1852. Zamaknjenje se je spet začelo ob 5. zjutraj in je trajalo do 10:30 dopoldne. Premišljevala je o trpljenju zveličarja, s trnjem kronanega. Sama je kronanje tako živo občutila, da so se ji na čelo odprle rane, iz katerih je tekla kri po obrazu in vratu. Trpinka je bila resnično videti kot ecce homo. Zamaknjenka je zapisala, da so bile bolečine kronanja izredno hude. Ponovile so se v popoldanskem zamaknjenju od 2 do 4 popoldne. V večernem zamaknjenju je videla, kako iz Jezusovega srca teče krvavi žarek v njeno srce, na kar je začutila zelo hude bolečine v svoji rani na strani. Za sredo 7. aprila 1852 Lesjak v svojem poročilu doda tudi opombo: Že pred nekaj dnevi sem Magdaleni izrazil željo, če bi lahko kakšni zanesljivi ženski osebi pokazala svojo rano na strani, katere do sedaj ni pokazala še nikomur, niti lastni materi ne. Po večernem zamaknjenju je Magdalena naročila svoji strežnici, naj odide, moji dekli Mariji Pirnat pa je naročila, naj nikomur, razen meni in mojemu kaplanu, ne razkrije, kar bo videla, in ji je pokazala svojo rano na strani. Ta se nahaja na desni strani, približno sredi reber, malo bolj naprej, kakor vidimo Kristusovo rano na slikah križanega. Rana je podolžna, 4-oglata in tako velika, da bi lahko z 2 prstoma hkrati segal vanjo. Rana tokrat ni bila odprta, temveč je bila prevlečena s tanko kožico. Ob petkih opoldne in večkrat v mističnem trpljenju pa se rana popolnoma odpre in iz nje teče kri, kar sem že omenil v nekaterih prejšnjih opisih zamaknjen. Ko se je čez čas strežnica ponovno vrnila v sobo, odmolila, legla in zaspala, je Magdalena naročila moji dekli, naj ugasne luč in še enkrat pride bliže. Zamaknjenka je prijela roko moje dekle, jo položila na svoje telo in rekla: Sedaj se tudi vi lahko prepričate, da ne morem uživati nobene hrane.
Po opisu dekle je telo zamaknjenke le s kožo prevlečeno v kostje. Namesto trebuha je v telesu vdolbina. Deklina roka ni občutila niti trebuha, niti drobovja, ampak se je tako rekoč neposredno dotaknila kosti hrbtenice. Tega se je tako zelo prestrašila, da je iz sočutja jokala in dolgo v noč ni zaspala. Dekla tega doživetja ni povedala nikomur drugemu, razen meni in gospodu kaplanu. Za veliki četrtek 8. aprila 1852 Lesjak v poročilu zapiše: Magdalenino današnje mistično trpljenje se je začelo nekaj pred 6. uro zjutraj in je trajalo neprekinjeno do 3 popoldne. Najprej so se ji ponovno ponovile rane trnjeve krone, iz katerih je tekla kri kot včeraj. Veliko pozornost je vzbudila rana na desni rami. Bila je tako velika, da bi jo lahko pokrila dlan. Srajca je bila tu na rami tako premočena od krvi, da je bil krvavi madež povsem razpoznaven še potem, ko je bila srajca že več ur namočena v vodi. Sama je zapisala, da so bile današnje bolečine v zamaknjenju tako hude, da je mislila, da bo umrla. Veliki petek, 9. aprila 1852. Magdalenino mistično zamaknjenje se je začelo takoj po polnoči. Najprej je bila prestavljena v vrt Getsemani. Nato je opazila luč, kateri je sledila množica rabljev z različnim mučilnim orodjem. Zdelo se ji je, kakor da se Jezus nekaj z njimi pogovarja, na kar jih je več od njih popadalo na tla. Nenadoma so vsi izginili. Ostal je le Jezus in rekel zamaknjenki, ki je čutila smrtne bolečine: Spomni se, koliko sem današnji dan pretrpel. Potem jo je angel peljal v trpljenje. Ko se je približal čas mistične smrti, je Magdalena izrazila Kristusov smrtni boj s tako živimi kretnjami, da je človek moral biti ganjen, četudi bi imel kamnito srce. Ko je odbila ura 3, je smrtni boj dobojevala in obležala kakor mrlič. Menil sem, da bo tako ostala do nedelje zjutraj, toda nenadoma se je dvignila s postelje vsa spremenjena. Vstala je, lebdela v zraku, gledala je proti nebu, priporočila je vse svoje prijatelje in sovražnike Božjemu usmiljenju. Obljubila je, da bo v nebesih molila za vse, in se tudi sama priporočila našemu spominu. To je storila na tako ganljiv način, da nismo mogli zadržati solz. Potem v srce segajočem poslovilnem govoru je zamaknjenka padla na posteljo v tak položaj, kakor navadno položijo mrliče, in ostala v njem do 3/4 velikonočnega jutra. Nobenega drugega giba ni naredila, razen da je nenehno gibala s konci prstov na rokah in nogah. Velika sobota 10. aprila 1852 je bil za zamaknjeno Magdaleno dan, ki se ga sploh ni spominjala, kajti po mistični smrti se je čutila prestavljeno v nebesa, kjer ji je čas do nedelje minil kakor trenutek. Ko se je zbudila iz mistične smrti, je mislila, da je še petek, a je bila že nedelja. Na veliko noč 11. aprila 1852 je okrog 4 zjutraj zamaknjenka začela lahno mahati z rokami. Ob 3/4 je nenadoma skočila po konci in zavpila: Jezus je slavno vstal od smrti. Nekaj časa je lebdela v zraku in kot poveličana zrla k višku. Nato je padla nazaj na posteljo v sedeč položaj. Bila je tako slabotna, da skoraj pol ure ni mogla spregovoriti, čeprav je bila popolnoma pri sebi in je prepoznala vse nas, ki smo stali okoli nje. Lesjak se je po 40-dnevni preiskavi prepričal, da za Magdaleno ne tiči nobena prevara. V izsledkih preiskave, ki jih je v več zaporednih poročilih poslal škofu Wolfu, župnik Lesjak med drugim zapiše, da se je prepričal o sledečem. Prvič, sprememba kraja ne vpliva na Magdalenina zamaknjenja. Drugič, vsebina njenih govorov v zamaknjenju je verska, strogo moralna in dogmatska. Tretjič,
Njena glavna naloga je Kristusovo trpljenje. Rada se sama nemoteno posveča verskemu premišljevanju, prazna ženska kramljanja so ji nadležna. 4. Celotno Magdalinino obnašanje je izredno prijazno in privlačno. Pretvarjanje in zvijačnost sta ji povsem tuji. Je strogo moralna in vsak umikan človek jo mora spoštovati. 5. V vsem svojem vedenju se bistveno razlikuje od svojih vrstnic, obenem pa v omiki opazno vpliva nanje. 6. Magdalinin duh je zelo dojemljiv za rast v popolnosti. 7. Veliko in rada moli. Čez dan po večini iz molitvenika, po noči rožni venec in druge molitve. Z molitvijo začne že ob 4 zjutraj. 8. Za življenje ne potrebuje navadne hrane, niti ne prenese vonja po njej. Tukaj ni prijela nobene običajne hrane, ampak samo nekaj kapljic vode, ki jih je užila ob nedeljah po obhajilu. Strežnice so izjavile, da ni imela nobenih telesnih izločkov. 9. V obraz je videti tako živahna, kakor da bi uživala najboljšo hrano. Njeno telo pa je bolj šibko. Spi po 5 ali 6 ur in to zelo mirno. 10. Njene noge so hrome, toda v zamaknjenju jih lahko uporablja. 11. Ob sobotah dopoldne se pripravi na spoved, opravi jo z veliko pobožnostjo. 12. Magdalena zaznava bližino Najsvetejšega zakramenta, tudi če ga ne vidi ali je v zamaknjenju. 13. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih dobi v zamaknjenju med mašo knjigo z molitvami. Velikokrat sem to sam videl ob zamaknjenju med mašo, ko na postelji leži, kleči ali stoji z nevidno knjigo v roki. Prav razločno se vidi, kako pri branju posameznih vrstic premika oči sem in tja in kako na koncu strani obrne list in začenja brati spet od zgoraj na levi strani. 14. Kar je Magdalena zapisala po zamaknjenju, se povsem ujema z mojimi opazovanji med zamaknjenjem. 15. Zamaknjenja ima vsak dan in so pogosto prepletena z velikim mističnim trpljenjem. 16. Na svojem telesu nosi stigme. 17. Iz nebes prejema mistično obhajilo. Zaradi velikega hrepenenja, ki ga Magdalena obodi po Gospodu, preden pride k njej v svetem obhajilu, se njeno telo dvigne od tal. 18. Magdalena prejema v zamaknjenju hranilno zrnce, nenavadno jed. Tako zrnce kot mistično obhajilo dobi v usta, ki jih narahlo odpre, deloma kleče, deloma leže. Medtem, ko drži glavo v zraku ali ko leži na postelji, dobi kakor od nevidne roke predmete v usta. Lahko rečem, da bi bil zelo hvaležen človeku, ki bi mi mogel navesti pravi vzrok tega ali odkriti ukano. Dobro sicer vidim, kaj se tu dogaja, nikakor pa ne morem doumeti, kako se to zgodi. 19. Magdalena dobi iz nebes poseben križec, ki ne visi na vrvici in ga nosi na sebi, ne da bi bil pritrjen. Lesjak je preiskavo zaključil z naslednjimi besedami. Pri vseh svojih opazovanjih nisem mogel odkriti nobene prevare. Zelo bi bil zadovoljen, ko bi se najtrdovratnejši nasprotniki hoteli kot člani raziskovalne komisije prepričati o resnici zadeve. Vsaj zanikali ne bi nerazložljivih dejstev, oziroma ne bi že vnaprej proti njim protestirali, pa naj bi si mislili o vzroku, kar bi hoteli. Dogodki v zvezi z Magdaleno Gornik so bili ves čas, posebno pa še v velikem tednu, tako nepojemljivi in občudovanja vredni, da je nemogoče, da bi si jih človek razložil na naraven način. Ti izredni in nepojemljivi pojavi se pri njej razvijajo s tolikšno razsipnostjo, da vsakdo, ki ni pobliže seznanjen s stvarmi, skoraj nujno zapade v predsodek in meni, da pretiravamo, ko omenjamo v tako velikem številu pojave, ki se dogajajo z njo. Trdno sem prepričan, da bi se celo največji nasprotnik te zadeve zanesljivo pomiril, kakor hitro bi se z lastnimi očmi prepričal o njenem stanju.
kajti samo tisti, ki so v zadevi zelo namerno poučeni, ali tisti, ki ne dovolijo, da bi veljalo kaj, česar ne morejo dojeti ali sprejeti z lastnim opazovanjem, so lahko nenaklonjeni tej od Boga posebej obdarjeni osebi. Sodraški župnik Lesjak si je tudi nadalje zelo prizadeval, da bi škof Wolf ustanovil uradno komisijo in odredil preiskavo in se tako sam prepričal o resničnosti dogodkov. Škofu je v povezavi s tem od leta 1852 do 1855 napisal več pisem in mu to predlagal, zraven pa zatrdil, da je pripravljen vzeti nase vso odgovornost in da se ne boji niti najstrožje preiskave, vendar se škof ni odzval na Lesjakove pobude. V sodraškem župnišču je Magdalena spoznala tudi kaplenka, tekdanjega kaplana v Sodražici, ki je postal njen zaupnik in spovednik. In ko je kaplenek leta 1867 zaprosil za župnikovanje v Blokah in dobil pozitiven odgovor, je s seboj povabil tudi Magdaleno in njeni sestri Marijo in Apolonijo, ki sta še vedno bivali doma. Mati in oče sta umrla, gospodarjenje Gornikove domačije je prevzel Magdalenin brat in ker niso želele biti bratu v napoto, so vse tri rade sprejele kaplenkovo povabilo. 25. julija 1867 so se tako preselili na Bloke, v vas Faro, in v tamkajšnjem župnišču je Magdalena bivala 26 let. Od leta 1867 pa vse do kaplenkove smrti v letu 1893. Prvih 6 let po preselitvi na Bloke je bilo za Magdaleno težkih. Liberalni predstavniki oblasti so ji očitali, da se je oklicala za svetnico, da zganja javne in nezakonite komedije ter tako povzroča nezakonit naval tako domačih kot tujih romarjev in se okorišča z naivnostjo preprostih, neizobraženih ljudi. Od tedanjega škofa Jerneja Vidmarja so zahtevali, da naredi konec temu, ter da jo iz župnišča iz Fare izžene na njen rodni dom. Škof Jernej Vidmar je stvari poskušal pomiriti. Opozoril je civilne oblastnike, da pošiljajo pristranska poročila in da Magdaleno Gornik pozna še iz časov, ko je bila še v Sodražici, da jo je tam opazoval skupaj s predstavnikom ribniške oblasti, ki je izpričal, da kdor to vidi, ne more misliti na nobeno prevaro. Magdaleno je povabil tudi za 3 dni na škofijo v Ljubljano, kjer, kot pravi, se je na lastne oči prepričal o Magdalenini pristnosti. Po letu 1873 se je razburjanje civilnih oblasti poleglo, tudi govorjenje in pisanje o njej je v poznejših letih skoraj povsem utihnilo. Na Blokah je Magdalena pomagala svoji sestri pri gospodinjskih opravilih. Sedanji bloški župnik gospod Tone Marinko je prijazno razkazal cerkev in pokazal, kje je Magdalena bivala 26 let. Sedaj se v tej sobi, ki je najbližje cerkvi, nahaja kuhinja. Magdalena je skozi bližnji hodnik imela najkrajšo pot do cerkve. Cerkev v Fari na Blokah je bila pozneje preurejena in spremenjena, vendar še obstaja zadnji del cerkve in glavni kamniti oltar iz tedanjega časa, ki ga je pomagala obnoviti tudi Magdalena Gornik in je ostal nespremenjen. Ker v knjigi piše, da je bil njen prostor tisti, ki je bil najbližji cerkvi. In to je ta, ki ga bomo si zdaj ogledali, ne? Torej, najbližji cerkvi je tale soba, tukaj je bil pa prej gang, zdaj je malo pozidan, po katerem se gre direktno v cerkev. Zdaj, v tem prostoru je pa zdaj kuhna. Ko sem jaz sem prišel, je bila kuhna že postavljena in je preprosto služi svojemu namenu. In je to približno 40 leti, mogoče 30, gospod Kastelic naredil. Tako da je še zmeraj taka, kot je bila. Kako je bila tle razporeditev noter, ne vem.
Dejansko tudi, verjetno celih ploščic ni bilo tam na oni strani, okno je bilo, to je pa pravzaprav vse. Razmišljali smo o tem, da bi enkrat res morda to sobo preuredili nazaj, ampak to je še vprašanje, ki je malo bolj dalekoročno. Zdaj bomo šli po temle gangu, ki je zdaj zazidan, prej pa gotovo lesen. Ta pot je bila gotovo lesena takrat, a ne? In je pripeljala čist dejansko naravnost do vrata, ne? Klečala verjetno ni, ker se ni mogla postaviti v to pot. Ona je verjetno sedela, ko je bila pa v ekstazi, takrat je pa po celem prostoru hitela gor in dol hodila. To je pa pač poseben dogodek, ne. V ekstazi je bila pa vsak teden. Takrat je pa telesne obremenitve niso nič zavirale, ne. Verjetno je bila čim bolj spredaj nekam nešena. Takrat tega oltarja v sredini ni bilo, ne. Tega proti ljudstvu takrat ni bilo, tudi ambona ne. Ta glavni je ostal, ne. Zanimivo je tudi dejansko, tle vse glavno je iz kamna, kar je pravzaprav izjemno, ker vse ostale cerkve imajo lesene oltarje, ne. Ima zelo lepe spodnje dele, tiste plošče. Potem ima tale bel marmor, tabernakelj, ne. Sveto Mihajl od angelov, tega tam gor z mečem v sredini, pa so še oba druga angela. No, tale oltar je čist jezuitski svetniki in vse, kar je izdelava, ne. Magdalena je večkrat obiskala tudi Ljubljano in tedaj je po več dni bivala pri uršulinkah, v uršulinskem samostanu pri cerkvi Svete Trojice v Ljubljani. Navzoča je bila pri redovnih zaobljubah sestre Agneze in Jakobine Gula leta 1889. Agneza Gula je bila, preden je leta 1887 vstopila v uršulinski samostan, več let učiteljica na Blokah. Zato so sestre na redovne zaobljube povabile tudi Magdaleno Gornik, ki je bila od tedaj naprej z uršulinskim samostanom v Ljubljani v rednem stiku. Uršulinke so tako imele priložnost opazovati Magdalenina zamaknjenja in nekatere mistične pojave in predstojnica uršulinskega samostana, sestra Eleonora Hudovernik, je zapisala poročilo, v katerem opisuje Magdalenina zamaknjenja. Poročilo se hrani v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani. Sestra Jasna Kogoj iz uršulinskega samostana v Ljubljani nam je prijazno pokazala, kje se je to dogajalo. Pokazala nam je tudi Magdalenino obhajilno ruto in košček slavnostne Magdalenine obleke, ki jo je po Magdalenini smrti njena sestra Agnes darovala uršulinskemu samostanu v Ljubljani. Takrat so bile sestre strogo klavzurne in so imele svoj molitveni kor, smo rekli temu, okno iz molitvenega kora je gledalo na oltar. To je bilo obhajilno okno, še zdaj rečemo obhajilno okno, ker kot strogo klavzurne niso smele iti v cerkev, ko so bili v cerkvi drugi ljudje, ne? In so spremljale sveto mašo iz tega kora. Zdaj to okno je bilo tako, da niso mogle vse videti, ne, ker je bilo ogromno sester, je bilo tam okrog 70. In svete maše so bile takrat, ko
se veste, ni bilo sonaševanja, da so naševali tudi pri drugih oltarjih. In tu pravi, ko je bila v tem koru, tudi ona s redovnicami na svojem klečalniku, je točno vedela, čeprav ni videla na oltar, vedela, kdaj se bo začelo darovanje. Do darovanja je ona brala iz molitvenika, molitve in tako. Ko se je začelo darovanje, jo je kar neslo na kolena in tako je ostala potem do konca naše. Kot da bi jo nevidna moč silo vrgla na kolena, pravi, in da je njen obraz kar zažarel. Zdaj malo, saj sem rekla, predelano, ki so tukaj naredili steno, drugače je bila to pa velika, bomo videli potem tudi dvorano z drugega konca. Je bil velik prostor, molilnica, in temu so rekli obhajilni kor, ker je bilo to okno, ko so sestre prihajale sem k svetemu obhajilu. Tukaj se je odprlo to okno in tu jih je duhovnik obhajal. Kronika pravi, da je bila na obiskih leta 1887, 88, 89 in leta 1890 je bila zadnjič. Ta prepis je nastal 29. Ampak ona je rekla, da sedaj, ko je to pisala, pravi, še 20 redovnic v našem samostanu živi, a ne, še zdaj, ki so to opazovali, videli, ki so jo poznali. Govori seveda tudi, kako smo pazili ali blaženost, ali trpljenje na njenem obrazu. In iz kretanj njenih rok in premikanja smo sklenili, da je prejela nek list, popisan list in da bere z tega lista. No, potem, ko so jo vprašali, je povedala, da je angel prinaša list z molitvami, cerkvenimi molitvami za naslednji dan. In zdaj to je zanimivo. Če je bil drug dan god mučenca, je ona trpela njegove bolečine, trpljenje, to, kar je tisti mučenc trpel. Imeli smo vtis, da jo nevidna roka vztrajno sedeža, da jo dviga, ne? Se je dvignila, kot bi plavala v zraku, samo z eno nogo se je dotikala posteljnjaka. In potem se je tudi vprašali, ker se je nagiba naprej pa nazaj, so mislim, da je angel ponuja, pa pravi, potem je povedala, da ne, pač, da je ta čudežna hrana tako polna nebeškega vonja, da je kar ne more sprejeti vase, od to umikanje pa premikanje. Ne? Videli smo jo vsi navzoči, uršulinke, posli, to se pravi tisti, ki so bili zaposleni, in nekatere pobožne osebe iz mesta. Zdaj vam bom pa pokazala. Tu noter je krpica Magdalenine praznične obleke. Darovala pa je samostanu po njeni smrti Magdalenina sestra. To je pa naglavna ruta, ki jo je imela, ko je prav samo za sveto obhajilo. Ona vedno za sveto obhajilo je dala ruto na glav. Včasih so imeli ženske pokrite, so šle vedno pokrite k svetemu obhajilu. Tako so tam nekaj, ne, na rokav, se je dalo pa tako. In potem so šle tako, ne, tako so imeli. Niti niso zvezali, veste, so šle tako k svetemu obhajilu. A ne, to je bilo samo za sveto obhajilo. Po smrti je darovala oboje samostanu Magdalenina sestre. Za pogreb so pa sestre poslale deklo, ko so imeli take dekle tudi za zunanja opravila, ne. In so poslale na pogreb služkinjo Meto Marše, ki še zdaj pomaga, pravi, pri delu za kresti. K pogrebu je prišla prepozno.
Pravkar se je vračalo 4 do 5 parov pogrebcev z pokopališča. Apolonija, sestra zamaknjenke, je zaupala Meti, da je v zadnji bolezni čestokrat sestri izrazila skrb radi njenega pogreba, da bodo ljudje kar skupaj vreli. Magdalena jo je pomirila, rekoč, le mirna bodi, ljubi Bog bo vse prav naredil. In ta napoved se je uresničila. Zaradi hude zime je le 8 do 10 domačinov sprejelo odlikovano Božjo ljubljenko k večnemu počitku. Tako je napisala ta. V letu 1893 je umrl Magdalenin dobrotnik, bloški župnik Kaplenek in zapustil Magdaleni vse premoženje. Magdalena je z darilno pogodbo to premoženje darovala bloški župniji. Z delom te zapuščine pa je ustanovila tudi mašno ustanovo za župnika Kaplenka in so se tako zanj brale maše vsako leto ob določenih dnevih. Kaplenku v spomin je postavila tudi spomenik na njegovem grobu na Blokah. Zadnja 3 leta pred svojo smrtjo je Magdalena ponovno bivala na gori. Tu je pogosto obiskovala domačo cerkev in verjetno tudi bližnjo kapelico, ki so jo obnovili že v njeni mladosti leta 1856 in je tedaj imela tam pogosta videnja in zamaknjenja. To kapelico obišče mnogo ljudi, ki prihajajo na Magdalenin grob. Sedanja oskrbnica te kapelice, gospa Julijana Bačnik, pove, da je kapelica pogosto obiskovana, vendar bolj v velikonočnem času in poleti, v zimskem obdobju pa je v odmaknjeni in planinski gori zatišje. Magdalena Gornik je v svojem življenju več kot 40krat doživela mistično smrt. Umiranje je bilo del njenega življenja. Ko je videla nebesa, si ni želela več nazaj na zemljo in je v zamaknjenju pogosto z žalostjo spraševala devico Marijo: Mar danes ne bom umrla? Ta dan je prišel 23. februarja 1896, na prvo postno nedeljo. Umrla je v zamaknjenju. Ko sta jo zvečer sestri vprašali, ali naj bosta pri njej, je rekla, naj gresta počivat. Šli sta molit večernice. Ko sta prišli nazaj, je bila Magdalena Gornik mrtva. Poskušali sta jo oživiti, vendar srce ni hotelo več biti. V mrliški knjigi je zapisano, da je umrla zaradi tuberkuloze. Na Magdaleninem pogrebu 26. februarja 1896 na domačem gorniškem pokopališču je bilo le malo ljudi, saj je zapadlo toliko snega, da ljudje niso mogli priti na pogreb. O pravih zimskih viharjih so pisali celo časopisi. Telo Magdalene Gornik so položili v grob njenih staršev, ki se nahaja na pokopališču na gori ob gorniški cerkvi. Leta 1913 se je v časopisih zopet oglasila liberalna oblast. Povod za to je bila afera z vodičko Johanco, s pravim imenom Ivana Jerovšek, ki je bila doma v Repnjah pri Vodicah. Ko je bila stara 20 let, je odšla k benediktinkam na reko za deklo. Želela je vstopiti v njihov red, vendar je niso sprejeli. Zato je želela sprejem izsiliti s čudežem. Od aprila 1909 do decembra 1912 je na reki uprizarjala svoja videnja in krvavenja. Ker so jo civilne oblasti iz reke pregnale, je do 5. septembra 1913 nadaljevala s svojimi predstavami v Vodicah. Tedaj je bila njena prevara odkrita. Krvavenje je uprizarjala s pomočjo cevk, iz katerih je tekla živalska kri. Na sodišču je Ivana Jerovšek izjavila, da je posnemala videnja Magdalene Gornik. Takoj zatem so se po časopisih in v javnosti začeli dvigati glasovi, ki so Magdaleno Gornik enačili z vodičko Johanco. Tako je bilo Magdaleni Gornik za 100 let poteptano njeno dobro ime. Vendar pa tudi Magdalenin 100-letni zaton v zatišje ni presenetljiv, saj ga je Magdalena Gornik sama napovedala še za časa svojega življenja. Njena napoved se glasi, da se bodo čez 6 generacij začela uslišanja na njeno priprošnjo. In to se sedaj dogaja.
Predsednik društva Magdalena Gornik, gospod Janez Kraljič, je povedal, kako se je srečal z Magdaleno Gornik in o svojem doživetju na njenem grobu. Povedal je tudi o nekaterih uslišanjih na priprošnjo Magdalene Gornik. Shod se začne na Kunešku, ko je slikar Lojze Čermažer, akademski slikar, slikal Magdaleno Gornik na freski v zunanji kapeli. No, ker mi je on tu takrat povedal, koliko je ta Magdalena trpela in da je živela 47 let brez hrane. In sem zelo v sebi začutil željo, da najdem ta grob od Magdalene, ki je ona živela. No, to je bilo 11. junija 1999 in sem iskal goro, ki mi je povedal, kje je približno, sem zašel v Loški potok. No, in prišel sem, hvala Bogu, na goro, pred cerkvijo parkiral. In ko sem pa prišel na pokopališče, na vogal pokopališča, sem pa zaslišal zelo močen glas, tako da me je v duši prav presunilo. Prva stvar, kar sem pomislil, da sem parkiral narobe, da me eden preganja. Tega glasu nisem razumel, kaj mi je povedal. Samo v tistem momentu sem tudi zagledal grob in sem prišel na grob in ta prva stvar je bila, kaj sem jaz zdaj dolžen narediti, ne? Ker ta glas me zelo vznemiril. Zelo je bil močan, prodoren glas, morda se je zgodil tudi v moji duši ta glas. Isti občutek sem imel kot Mojzesov grm in ta glas se je isto širil. Tukaj je sveta zemlja, na kateri stojite, ker cela gora je sveta gora. Z tega mesta, ko sem zagledal grob, tukaj sem doživel ta glas, ki je bil zelo močan, zelo presunljiv, ki ga pa, hvala Bogu, nisem razumel. Od tukaj naprej se pa vse začne. Jaz sem se zelo čutil dolžnega, da jaz nekaj naredim, ne. No, in sem dobil za svoj god 29. avgusta, sanja vizionarska, lahko rečem, in je bilo rečeno, ne išči mene v grobu, ker jaz sem združena v tej skali. Mi je bilo pa pokazana skala Ecce Homo, ki se nahaja v Jeruzalemu, v sveti deželi, in na njej je stal Jezus, ki so ga pokazali, ki ga Pilat pokazal ljudstvu, ne. To je Ecce Homo in tudi ta podoba, ki imamo na podobcah in je povsod, glejte, človek, ne. Tudi Magdalena je vsakokrat, ko je obiskala cerkev, videla tega Jezusa privezanega pri stebru. In ta Jezus me je zelo nagovoril, tako da je tudi po moji predlogi prišel na podobco. Tega leta je bil misijon na gori in gospod Leopold Grčar mi je predlagal, ko sem mu povedal, kaj se mi dogaja, prav obnovi grob, vidiš, da je zapuščen. No, in jaz sem se lotil obnove in vprašanje so bile finance, ker sem samo jaz imel dohodek, samo jaz sem zaupal in si morate misliti, da je vsa obnova groba in ves denar sem dobil od ljudi do točno, kakor je koštal. To je bilo meni velika potrditev, da sem na pravi poti, ne. Dokazano je, imamo tudi pričevanje, ena zdravnica z Maribora, imamo vse podatke nje, ne, je kupila sinu, ki je naredil doktorat pri 80 letih, mu je kupila športni avto. No, in ker ni znal oceniti hitrosti, koliko to gre, je zapeljal s tem avtom pod tovornjak in mu je glavo zmočkal. No, in ona pa imela knjigo od Magdalene v omari, ki je ni prečitala. Je pa slišala, da je Magdalena priprošnica za stiski, da ima stisko. In je rekla Magdalena, zdaj mi svetvaj, kaj ne naredim, ali ne šivajo kirurgi nazaj ali ne, ker so rekli, da bo samo klinično živ, da sploh ne bo mogel biti tako pokreten, kot smo drugi. No, v glavnem, kaj je bilo? Gre v bolnico, kirurgi hitro nazaj, prav, da jim je neverjetno šlo operacija dobro skus. Po 3 mesecih se je pa zbudil ta fant iz kome že. Ko je bilo pa leto, je pa prišla gospa z zdravniki, tudi te kirurgi so bili tukaj na gora
je mene poklicala, da sem prišel tudi jaz gor. No in je ta bil že na vozičku in se je že učil govoriti, njen sin. In je objemal tam kamen in je rekel, prav, to je za mene bil eden največjih čudežev, ki se je naredil. Sicer je treba tu še raziskati, pa papirje dobiti, ampak v glavnem je to najbolj očitna stvar. Je pa zelo zaželen, kadar pride na grob, pa da se mu zgodi čudež. Moram pa povedati, kakšne vrste, kaj se največ mladi dobijo službo na njeno priprošnjo. Neveren sin profesorja pa profesorice je sam najdel Jezusa, se reče, Boga, in najdel je Magdaleno, kjer oče zelo pil in mama tudi se ločila. In sva prišla sem na grob novembra meseca 2009 in oče je še isti mesec prenehal s pijačo. Ni imelo okusa. In to neveren. Ne. 2 meseca nazaj, gospa pa gospod iz Kamnika sta dobila otroka, prej kot neplodna, zdaj sta posvojila enega in zdaj je pa še ob obisku groba, ker so vse probali, prav gremo pa še na grob. 3 mesece zatem, ki je bila na grobu, so bili znaki, da noseča in je zadnjič že bila na grobu in je klečala in se zahvaljevala Magdaleni, da je sprosila Boga, da ima svojega otroka zdaj. To so velike stvari. Tudi profesor, ki 17 let ni slišal in ni romal na goro, ampak je šel na izlet z avtobusom. In ki je prišel tukaj na grob, je začel slišati. Mislim, slišal je sem 5%, ker je pol izčešljena in je z glavo udaril pločnik, ampak Magdalena deluje. Zelo pa tisti, ki se protivijo, veste, niso vsi za Magdaleno, nekateri zelo nasprotujejo, ampak nasprotniki doživijo pa največje spreobrnenje. Gospa Tatjana iz Kopra je bila zelo proti Magdaleni. Prav, ko sva knjigo prodala v Logu pri Vejpavi, je rekla, pa kaj to ne prodaja taklele. Je pa zanimalo, prebrala knjigo in pol pred prišla tukaj na goro. In s sestro sem pa slučajno bil na gori in sem mi to razkazal, kako to laufa in tak naprej. V glavnem je ona zdaj ta velika širiteljca Magdalene, kjer je ta njena prijateljica bila rizično noseča in zelo maternično. No in so rekli, da bo abortirali pri 6 mesecih. Ona pa tudi medicinska sestra. No, ki je pa bilo 6 mesecev, je pa ta šla, da bo abortirali, je pa bilo vse v redu. In rodila je 3. sinčka, prej je imela že 2 in je neizmerno srečna. Je pa zanimivo, da nista bila nič verna in mož tukaj na pragu cerkvenemu je rekel, prav, to je za nas največji čudež, kar mora biti, da se vse tako išlo, kot se je. Ne. V glavnem, izredno dosti je porodnic, ki se tudi pri porodu rešijo, vejo, da je že to v bolnici, porodnišnici in gospa, ki ni mogla cel 4 ure se je matrala in je mož telefoniral pa meni, da naj prosimo Magdaleno. Ko smo začeli prositi, v pol se je porod odvil in je bilo vse normalno. Tako da imamo v teh letih, 13 let, kar se tu dogaja, zelo lepe, čudovite stvari na priprošnjo Magdalene Gornik. V knjigi obiskovalcev Magdalenjinega groba in zahval za uslišane prošnje je veliko pričevanj o uslišanjih na priprošnjo Magdalene Gornik. Naj končamo z zapisom iz te knjige, ki je v Gorniški cerkvi odprta od leta 2004. Zapisal ga je nekdanji nadškof Franc Rode in se glasi takole. Ob izrednem pojavu mističnih doživetij in svetniškega življenja Magdalene Gornik je naravno, da mislimo na postopek za beatifikacijo in kanonizacijo. Drugi narodi bi to že zdavnaj storili. 3. septembra 2008, kardinal Franc Rode. Magdalena Gornik, priporoči Bogu Slovenijo in ves svet.
nebesih dom pripravljen je za nas. Sveti mi ljubezni jagnje dan, svetlobi Božji božarev obraz, nebeški Jeruzalem. Čas odrešenja med nami je, premoč in zmaga našega Boga. Zato nebesih dvignite se, na veke Jezus je zakraljeval. V nebesih dom pripravljen je za nas, sveti mir, ljubezni jagnje dan, svetlobi Božji božarev obraz, nebeški Jeruzalem.